Ja, tako kot sem že na začetku omenil, danes dve skupini. Prva je že zapustila naš studio, no z nami pa je skupina Tropik, ki je bila z nami že kakšno leto nazaj. Boštjan, Kristjan, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljeni. Slabo leto se nismo družili, mogoče z prve roke, kaj se vse od takrat, od našega zadnjega druženja pa do danes vse zgodilo v vaši skupini? Ja, posneli smo novo pesem, videospot posneli. Tako dva v bistvu, ko smo prvič bila, takrat smo sam delček komada predstavila, spot smo pa naknadno naredili, tako da smo zdaj bili malo bolj pridni, pa smo po 3-4 letih prijeli malo bolj. Ja, tako. Kako bi pa vidva ocenila recimo leto 2018 z vidika glasbene uspešnosti vaše skupine? Pa bi rekla lahko kar zelo uspešno. Imeli smo ful naporno leto, tako da smo dosti igrali. Poletje je bilo zelo napeto. Te poroke, ko jih večini igramo, znajo biti naporne in se zavleči do jutra. Ja, res, ja. Pa bi zmogli recimo, ne vem, soboto in nedeljo poroka. Ste že imeli, da je tak? Ne, takšnega primera še nismo imeli. Čeprav tu v Vrlekiji ali pa na Štajerskem, tu je taki običaj. Še enkrat so sicer klicali, ampak pol nismo. Kaj pa dva koncerta v enem dnevu? Ja, to pa se je že bilo. Tudi že 3 dni se je zgodilo tako, da. To je res maraton in glasilke in... Kako se pol regenerirati po čem takem? Kaj je? Red Bull ti da krila, gledaj. Red Bull? A še kaj druga mogoče? Ja. To ne. Špricer preklisti, tisti ta pravi, ja. To pomaga. To pomaga, ja, da telo sprosti pa obnovi. Ste med nastopi tudi kaj tujini nastopali ali v bistvu bolj po Sloveniji? Pa v tujini smo že tudi bili, ja. Predvsem v Avstriji. Ja, pa v Nemčiji, v Ingolstadt. Smo bili dvakrat lansko, mislim, pač 2018, ko se zdaj pogovarjamo. Tudi lepa izkušnja. Tam ste peli kakšne svoje komade, kakšne avstrijske, nemške, angleške? Ne, svoje, to so priseljenci. Tako slovensko društvo. Našim ste priseljenci. Tako da... Kako so oni se odzvali recimo na te prav vaše, te 3 komade, recimo, ko jih imate? Pa zanimivo so jim zdeli, no. Res, so nas pač pohvalili, tako da. So vas prvič v bistvu spoznali, da se že nastopili pri njih? Z temi komadi ne, no, tako da, ja. Zdaj, ta komad, ki smo ga danes videli, takrat še nismo predstavili, Zlomljena romantika, spot je zelo zanimiv. Ne vem, bo takrat vija malo predstavila, kakšna romantika naj bi to bila, ne? Zlomljena, ja, tako, ja. V bistvu že sam naslov je bolj tak, ne, kako je lahko romantika zlomljena, tako da pač vsak poslušalec to lahko razlaga po svoje v besedilu, če se najde. Je pač govori o strti ljubezni. V samem videospotu pa, kaj lahko poveva, ja. Tam pa v bistvu čist scenarist Luka Slavici je zamislil zgodbo, v kateri je tudi glavni igralec. Torej se je zaljubil v ribico, ampak v ribo ne na 2 nogah, ampak tako, da... Kako se je zgodba končala? Je še zaljubljen. Ja. Ribica, tista ta prava, mu je crknila, v bistvu je maček pojedel. A res? Ja. Tragičen konec. Tragičen konec. Zlomljene romantike. Ampak v tem koncu, ko je zaloputno vrata, je ujel takoj drugo, tako da nadaljevanje verjetno bo. Kaj pa za vaju recimo predstavlja Zlomljena romantika, recimo? Sta romantika sploh? To bi lahko vprašali ženske, ja. Mojo ženo. Tako da, pa ja, mislim, pravi, da so muzikanti vejo biti romantični. Morajo biti v bistvu, ne? Morajo biti, morajo znati pihniti na dušo, zaigrati na ta prave strune, tako, ja. Tako da, ja. Ja, zdaj danes pa ste prišli v bistvu še predstaviti še eno čisto svežo zadevo, dokončano. In sicer nov spot, nova pesem, Rad bi verjel, ki ima tudi v bistvu prav tako kot ta prejšnji zanimivo besedilo, zanimiv videospot in tudi na nek način tudi romantični, ljubezenski v bistvu, ne? Tudi, ja, nismo se čisto poslovili od romantike, ostali smo v tem, ja. Tako kot naš tekstopisec in pa tudi melodijo je napisal, se pravi Alex Volasko,
naš prijatelj, s katerim zdaj že sodelujemo, se pravi že drugi komad, tako da v bistvu je on bolj tisti romantik, ki nas vodi, da ostajamo v tem. No, tako da ja, zanimivo res. Ne vem. Zgleda, da je zelo romantik. Mu vi kaj sugerirate, kakšne si z glasbe vam napiše, kakšno besedilo? Ne, to mu pustimo prosto pot, ja. Potem kaj korigirate ali pustite v originalu, tako kot je napisano? Pa več ali manj kot originalno. Nekaj malenkosti dodamo mi, tako da se ve, da smo to mi, ja, nek tiste piko naj pač. Zdaj, sama zgodba spota je v bistvu osnovnošolska zaljubljenost, ne? Tako je, ja. Vi ste vsi člani zasedbe v prvi klopi, ne? Res je. In zaljubljeno v učiteljico, ne? Tako. Zgodba se konča pa zelo nesrečno, ne? Ja, v bistvu, ja. Nažalost pride učiteljica, Do odide te in faze, pride... da popizdi, ja, tako da. Preveč smo jo osvajali, In potem pride romantik, ki pa vam ni všeč, ne? ki pa nam ni všeč, ne. Rože takoj sprejme, ne? Z veseljem, ja, mi pa vsi Počasi. črta iz razreda, da nas ne videl. Ste se verjetno kar zabavali pri snemanju tega spota, ne? Ja, je bilo kar pestro, ne, zanimivo. Isto je bilo, ja. Snemali smo 2 dni v osnovni šoli v Drance, v našem kraju, tudi v Beltincih, v sosednjem kraju. Okolišem, ja, šole. Ja. Sodelovali smo pa mi, ja, člani iz benda, pa pač glavna igralka je bila prijateljica. Ja, Špela Kuhar. Tako. Zdaj, katera scena, recimo spota, je bila pa tista, za katero ste porabili največ snemalnega časa? Je bil to pretep? Mislim, da ja. Ja, skoraj. Težko je igrati, ne, z Zgledali nekimi... je kar hudo, ne? Ja, zgledali je res, mislim, smo se potrudili, čeprav nismo glih jaki glumci, ne, ampak... Mora smo. Ja. Sta se vidva recimo v osnovni šoli kaj pretepala? Ne, Ja, to ne, to ne. nikoli se nismo poznali tako Ja, v bistvu, dobro kot ja. zdaj. V srednji šoli? Tudi ne. Tudi ni bilo nikolice. Ne, ni bilo. Kaj pa zaljubljenost v kakšno učiteljico je pa bila kdaj verjetno, ne? O, to pa ja. Tada- Simpatije nekaj, mislim, pač. Teda sta od tu nekako črpala te izkušnje za snemanje spota, ne? Verjetno se je tudi vajna zgodba nesrečno končala, ne? Ja, pač ne moreš glih z neko starejšo učiteljico. To so Ampak bile ni bila tako sanje. jezna, tako v bistvu ta v spotu, ne? To pa tudi ne, ja. Darile so tudi sprejemala, ne? Seveda z veseljem, z odprtimi rokami, ne. Boljše ocene so bile. Ja, zdaj pa odziv videospota verjetno je bil kar v redu, ne? Pa ja, mislim, da so dobro sprejeli ta videospot, pa pesem. Ja, Tako da v tej smeri mislim, da kar naprej. nadaljevali, ja. Kaj bi vidva rekla, kateri spot je bil oziroma pesem je bolj sprejeta ta, recimo Rad bi verjel ali Zlomljena romantika? Pa jaz bi rekel, da rad bi verjel. ja. Ja. Ta Ker je bila. bolj balada, je umirjena, nosi neko sporočilo. Čeprav, ja, naslova pa sta tak, se pravi za vse romantike, ja. Super. Mi bomo z našim pogovorom seveda nadaljevali. Danes je še zadnji čas, da si pogledamo naše zlate sponzorje, potem pa se vrnemo takoj nazaj v oddajo Top Music. Za najboljše rezultate ne pristajaj na manj. The Nutrition, največja mreža specializiranih trgovin s športno prehrano v Sloveniji.
Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdanjiku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem lepotnem studiu Maja. Včasih, ko je vse skozi potrebno, da si v trendu z lokacijo in svojimi prostori, smo naš frizerski salon posodobili in ga postavili na novo lokacijo. Najdete nas lahko v prostorih hotela Celeja, kjer vas bomo postrigli ali pobarvali po najnovejših modnih trendih. Prepričani smo, da boste od nas odšli z nasmehom. Prisrčno vabljeni v naš sodobni frizeraj na Fuš. Ja, tako smo nazaj v našem studiu, z nami še vedno člana skupine Tropik. Fanta, zdaj prej smo se pogovarjali samo do spotov, zdaj me pa tudi zanima, kako je bilo, vi ste leto 2018 zaključili zelo slovesno z nastopom na silvestrovanju v Murski Soboti, kjer ste že večkrat tudi nastopali. Kako je bilo letos, primerjavi z lani, več ljudi, recimo? Ja, večji ognjemet. Dosti več ljudi se je zbralo, ker se je poznalo, da ni bilo tako mrzlo. Spomnim se, lansko leto je bilo hudič mrzlo. Predlani, ko smo bili v Ljutomeru, tam pa je bilo minus 18, nekaj takega. Je težko nastopati pri minus 18, recimo, inštrumenti, recimo, ne? Za bobne je problem akustika, kože, opna se. Zglasijo se inštrumenti, pa takšne stvari. Kako pa to zadevo uskladite? Imamo polžitonski mojster, torita, toliko da... Jurčke imamo zgoraj, tako plinske tiste, da se grevajo nas malo, tako da nekaj malo pripomore. Ste bili pa tudi priča ognjemetu, so ga tudi pripravili iz redkih mest. Kakšen se vam je zdel? Pa super je bil ognjemet, dolgi, 9 minutni. Skoraj 9 minut so rekli, ja. Sta zapriseženca ognjemetov? Pa niti ne. Ja, neka tradicija je, ampak... Zaradi živali pa okolje. Te stvari, ne. Okolje, ja, tudi se onesnažuje. Ja, nažalost, ena mesta očitno še ne morajo brez, ne. Tradicija, le tradicija, ne. To je tisto. Kakšni so pa kaj plani skupine Tropik za leto 2019, seveda poleg vseh nastopov, porok, ki jih verjetno bo kar nekaj, ne? Ja. Pripravljamo še tudi nekšno pesem, komad novi, z videospotom. Če bo čas dopuščal, pa takšne stvari. Ja, ker v poletnem času smo res ful zasedani. Sprav tam maj, junij, julij so že termini kar čist zasedani za poroke. Tako da... Se vas sploh še da v bistvu najeti za recimo kakšno priložnost? Vikendi so še pravi tu v začetku maja, prvi vikend se mi zdi, pa tam septembra, zadnja dva, tako da in to je to. Ja. Pa smo spet na Silvestrem. Ja, skoraj da, ja. Pa norem. Ja, zdaj, kako recimo uskladite svoj prosti čas, ki ga ni veliko, recimo, ne, sploh greste kaj na dopust, recimo? Ali ga prisilno izvedete? Prisilno, pa. Ker verjetno, če bi bilo po željah naročil, ga ne bi bilo, ne? Ne, to res. Ja, uskladili smo, letos smo se prav zmenili, da pač si rezerviramo v avgustovskem terminu, smo si vzeli 2 vikenda. Telefon na off, ne? Tako, samo za sebe pa za družino. Že veste, kam boste odšla? To pa še ne. Še prehiter, ne? Še prehiter, ja, še začetek. Ja, super, fanta, jaz se vam zahvaljujem, da ste prišli na studio in da se upam, da spet vidimo, ko boste dejansko naredili naslednji komad in da ga seveda prijete tudi predstaviti v našo oddajo. Za konec pa mogoče priložnost za vaju, da sama napovesta vas spot za naše gledalce in gledalke. Izvolite.
Tako, torej, dragi gledalke in gledalci, zdaj boste videli komad Rad bi verjel in pa naš videospot in upam, da boste uživali. Hvala.